Dobrodošli v podkastu Po desnem pasu. Po krajši pauzi se vam spet pridružujem Karin Planinšek. Danes pa smo v Slovenskih Konjicah s posebnim gostom in sicer z aktualnim poslancem Slovenske demokratske stranke Bojanom Podkrajškom. Lep dober dan. Živjo. Sem vesela, da smo se uspeli dobiti v tem deževnem vremenu, ker včasih nam vreme pač ne gre preveč na roko, ampak tudi v takih razmerah se znamo narediti, si znamo priklicati dobro voljo. Ne? Tako da mogoče za začetek, če nam poveste, kako zdaj ste vi tretjič že poslanci oziroma končujete tretji mandat, ne? In če poveste, kako ste se sploh odločili, da greste v politiko? Ja, kar nekaj desetletij nazaj je to. Moj začetek je bil, živim seveda v naši občini, lepi občini Slovenske Konjice, v eni od krajevnih skupnosti, to je Špitalič, kjer je tudi znamenita Žička Kartuzija. Tam smo leta 1996 ustanovili eno turistično društvo, začeli nek razvoj v naši dolini, ki je bila z razvojem prav gotovo malo zaostanku. Potem sem bil leta 1998 izvoljen za predsednika krajevne skupnosti, sem bil več mandatov predsednik krajevne skupnosti in sem bil, mislim, da 2002 izvoljen tudi prvič za občinskega svetnika, bil nekaj mandatov občinski svetnik. Leta 1997 sem pa, me pa takratni župan Miran Gorinšek imenoval za podžupana. Sem dva mandata opravljal tudi funkcijo podžupana. In seveda nekako sem pa vedno z enim očesom gledal proti Ljubljani. Seveda zanimal me je seveda z začetka razvoj mojega kraja, potem seveda razvoj občine in seveda večkrat tudi nekako državna politika. Se spomnim takratnega poslanca Rudija Petana, me je leta 26, mislim, da čez 14 dni oziroma 3 tedne bom imel 30 let naše stranke, Slovenske demokratske stranke, me nagovoril, če bi šel v to stranko in sem ga vprašal, kaj so pa razlogi in se spomnim teh 2 stavkov, da mi je rekel, da bom pomagal seveda pri razvoju svoje občine, Slovenskih Konjic in seveda posledično tudi naše lepe domovine Republike Slovenije. In seveda vedno bolj eno oko proti Ljubljani in je nanesel nek moment, leta 2014, občinski odbor, katerega sem bil tudi predsednik, me je inventiral za poslanca v državni zbor. Me je seveda stranka predlagala, bil izbran na izvršilnem odboru oziroma na svetu stranke, kandidiral, dobil najboljši rezultat v 7. volilni enoti v naši stranki in bil seveda izvoljen prvič za poslanca v državni zbor. Pa ste recimo že od otroštva sanjali o tem, da bi bili v politiki, ali je to prišlo čisto spontano? Jaz se spomnim, sem bil v bivši Jugoslaviji v vojski na Kosovem, leta 1988, mislim, da je bil april. Takrat je prvič v mladini bil zemljevid Jugoslavije in Slovenija je bila označena z neko drugo barvo, se zdaj ne spomnim. In takrat vem, da je me en major prišel iskat, ker sem bil na Karavli, na albanski meji in me vprašal, če berem seveda v srbo-hrvaščini, če berem Mladino. Sem rekel, da mogoče kdaj, ko sem bil doma, ampak zdaj pa te možnosti nimam, ker sem tako daleč od Slovenije. In če vem, kaj je v Mladini pisalo, oziroma kak zemljevid je bil, sem rekel, da tega ne vem. No? In je on imel v neki torbi to Mladino in mi to pokazal. In me seveda vprašal za mnenje, kaj s to mislim. Ne? Jaz sem bil tako presenečen, da jaz mislim, da nisem niti pol besede rekel. In seveda, ko pridem leta 1988 iz vojske, mogoče kako leto bil kot mladostnik doma, ker sem bil žen vsega doživeti, ker nisem bil dolgo doma, ne? In seveda leta 90 se je tisto zgodilo, kar sem takrat v Mladini videl. Bil sem tudi 25 dni v vojni za Slovenijo in na to sem vedno ponosen. Skratka, da sem bil mogoče čist mali kamenček tega, da je Slovenija danes samostojna republika. Zato me večkrat boli, ko poslušam nekatere, mogoče niti ne vejo, kako je do tega prišlo, da je danes Slovenija samostojna država, pa seveda delajo neke analize, pa
mogoče celo eni zahajajo nazaj, ki bi bilo mogoče boljše. Jaz mislim, da takrat me zaboli pri srcu. Ja, verjamem, ker žalostno je tudi to, da mladi nismo v šolskem sistemu slišali dovolj o procesu slovenske osamosvojitve. Ne. Povedali so nam določene letnice, določene pomembne datume, to je bilo pa to. Ne. Šele zdaj za nazaj odkrivamo, kaj vse je peljalo do tega zgodovinskega momenta, ko smo si sodbo pisali sami. Ne. Zdaj pa mogoče, če se malo vrneva na vaš aktualni mandat, zdaj glede na to, da imate že nekaj izkušenj z delom poslanca, kako pa recimo izgleda to v tem mandatu, ko se sklicujejo izredne seje kot po tekočem traku? Se mi zdi, da je državni zbor postal neka norišnica, ali kako to izgleda? Glede, jaz sem tretji mandat zaključujemo. Ne? Jaz mislim, da še bo kakšna izredna seja, teh, ki je bilo v mandatu zelo veliko. Sedaj jaz sem bil presenečen leta 2022 nad rezultatom, ki ga je dobila Svoboda. Ampak moram priznati, da to spoštujem. Ne? Sem pa bil trdno prepričan, da glede na neizkušenost ljudi, ki so stopili to politiko, predvsem prvega med temi, ne, to je zdajšnjega predsednika vlade, in da je dobil tako visok rezultat, 41 poslancev v državnem zboru. Jaz mislim, da se mu je tisti dan oziroma tisti večer zvrtelo, ne? In da je to čutil cel mandat. Nikoli ni bilo taka situacija v parlamentu, ko je v tem mandatu, niti kar se tiče nas poslank in poslancev, niti tistega osnovnega spoštovanja. Ne. Jaz mislim, da imajo nekateri poslanci iz Gibanja Svoboda čisto nek drug pogled na državni zbor, na poslanstvo, ki so ga dobili leta 2022, predvsem pa na odnos do soljudi, predvsem pa do odnos do naše Republike Slovenije. Danes, ko delajo neko analizo, ko seveda državljankam in državljanom hočejo povedati, kaj so postorili v preteklosti, jaz mislim, da je ta rezultat zelo klaveren. In meni osebno, da bi bil v koaliciji s tako močno večino, ko so oni imeli, bi danes bilo pošteno, narodno in prav gotovo ne bi šel več na volitve, če se bi to meni zgodilo, da bi bil taki stranki. Ja, ampak njih očitno ni nič sram, ne. Oni se sploh ne zavedajo, kaj točno počnejo. Pa mogoče, če se dotakneva še tega, da mladi, pa nasplošno ne samo mladi, ljudje v Sloveniji vse težje pridemo do zemljišč, do stanovanj, zelo dolgo traja, da se izdajo gradbena dovoljenja. Zdaj, kaj se dogaja na tem področju prostorske zakonodaje? Za to področje, no, prostorsko zakonodajo, ne smem biti tukaj zloben, da bi rekel, da je zdaj vse kriva ta vlada. Ne? Ampak to je neka cokla, ki nas spremlja že 30 letja v Republiki Sloveniji. Ne? V Slovenski demokratski stranki smo seveda s tem programom, ki ga predstavljamo državljankam in državljanom za naslednji mandat, trdno zavezani, da bomo to birokracijo bistveno zmanjšali in da bomo ljudem, tiste, ki odločajo v državi, približali seveda veliko bliže tam, ko ljudje živijo. Kajti seveda z pokrajinami, ki jih bi ustanovili, skratka, naše trdno prepričanje in naše izkušnje v preteklosti so, da morajo tisti, ki odločajo o pomembnih stvareh, predvsem to imam misli zdaj, ko si me vprašala prostorsko zakonodajo, da so bliže ljudem. Glede, mi imamo na občine, ki zastopam, to so Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, urbaniste na občini, ne? In oni poznajo problematiko in mene srce boli, ko grem na pohore nekega kmeta, ki je na višini 900 ali pa 1000 metrov, ki bi rad dozidal hlev in se s to problematiko ukvarja po 5 let, pa še dlje, ne, in dejansko ne more. In to odloča nekdo, ki je v Ljubljani, pa ne želim žaliti nikogar od birokratov, imamo tudi mnoge strokovnjake, in odloča to tisti, ki je mogoče celo življenje v Ljubljani, neki stolpnici živi, potem dobi stolpnici službo in nikoli ne bo razumel nekoga, ki more ali kmeta ali našega gospodarstvenika, da je vezan na nek čas, da je dobil neko novo delo, tu imam misli gospodarstvo, da to mora nemudoma rešiti, ne more čakati 5 ali pa 10 let. V Slovenskih Konjicah se zdaj gradi ena obrtna cona, za katero so postopki tekli prav gotovo 15 let. To je nedopustno za razvoj naše Republike Slovenije, predvsem pa za segmente tam, ko ljudje želijo seveda nek napredek. Tu pa seveda imam še posebej po mislih mlade
naše državljane in državljane, ki bi si radi zidali svoj dom. Nedopustno je, da dva mlada, ki bi rada blizu svoje domačije zgradila na podeželju si hišo, je prav gotovo, je potem isti postopek, kot da bi šli na vem kam to zidati. Ne? V našem predlogu je to dejstvo, da bo ta zakonodaja tako urejena, da bo do tega z mnogo manj koraki kot do sedaj. No, pa ko smo se ravno dotaknila te problematike, ne, stanovanjske problematike, zdaj, kaj je rešitev? Ali neskončna gradnja javnih najemnih stanovanj, tako kot se je tega lotila ta vlada, ne, pa zgradila ni prav dosti, ali iti v neko drugo smer? Jaz bom zdaj začel mogoče nekje drugje. Ta vlada je zdaj želi obdavčiti, pa je obdavčila tiste, ki so nekoč gradili svoje hiše, svoje domove. Ne. Skratka, so se odpovedovali dopustov, imeli vse prihranke dali v izgradnjo svojega doma, so ga zdaj zgradili, seveda po 20-30 letih pa pride vlada, ki pa želi ta njihov trud še zdaj obdavčiti. To je nedopustno. Zdaj pa, če grem današnjim mladim, ki bi želeli. Moje mnenje je, da mi moramo mladim omogočiti, da ne bojo šli danes graditi hiše, šli na banko po 700-800 kredita na mesec, ker to je seveda zelo dolga doba, 30 let, ampak da bojo imeli, da jim bo omogočeno, da bo čim prej lahko šli graditi svoj dom, predvsem pa, da ne bojo najm živeli 10 ali 15 let v najemniških stanovanjih, ne, plačevali veliko najemnino, pa pol mogoče spet iti v nek segment nekega izgradnje svojega doma. Skratka, če mi danes ne bomo vse sile vpeli, predvsem na zakonodajnem področju, pa na finančnem področju, da omogočimo mladim Slovenkam in Slovencem, da bojo našli svoj dom po čim krajši možni poti, tak po zakonodajni plati, pa tudi po finančni plati se moramo za prihodnost Slovenije resno zamisliti. No pa še to, ne. Zdaj je odjeknila novica, da ta vlada veliko davkoplačevalskega denarja pošilja v tujino, v Afriko, Afganistan, v Bosno in Hercegovino za financiranje nekih projektov, medtem ko imamo doma toliko in toliko težav, ki kar že kličejo po reševanju. Ne. Recimo v Sloveniji veliko krajev nima urejenega vodovoda, medtem ko mi financiramo urejanje vodovoda v Veliki Kladuši v Bosni in Hercegovini. A se je to že dogajalo pod kakšno vlado do zdaj? Ja, včeraj je potekala seja v Državnem zboru na to temo. Sklicali smo v naši poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Čeprav kažejo podatki, je vlada lani pobrala za 1,5 milijarde več davkov od državljank in državljanov. 1,5 milijarde, ne. Seveda s tem ljudje veliko slabše živijo, osebni dohodki seveda so preobremenjeni, ki jih je treba razbremeniti. Na drugi strani pa dejstvo, no, da neke mednarodne pomoči za neke države obstojajo. To je bilo tudi v naši vladi. In seveda, ko je neka mednarodna pomoč, ni samo Slovenija vpletena, ampak je tudi še katera druga država. Nedopustno pa je, ne, da mi delamo vodovode v Bosni, da čistimo neko jezero v Makedoniji. Skratka, tu je pa mogoče za enega, ki dela v policiji oziroma je kriminalist, pa mogoče v lahko enem tednu reši, kaj se tu dogaja. Skratka, tu gre pa za neke nedopustne stvari, ki jih nekdo dela, seveda neodgovorno z slovenskim davkoplačevalskim denarjem. In kaj pol, recimo, če SDS dobi vlado, se bo to ustavilo, se bo začelo reševati probleme doma? Dejstvo je, no, tako kot sem omenil, no, da so neke pomoči, ki so mednarodne, ki seveda, ko se zgodi neka katastrofa ene državi ali pa ne, ko gledamo seveda z solzami v očeh, ko poteka vojna v Ukrajini, je treba pomagati, ne, za takšne nedopustne stvari, ki se pa dogajajo v tem mandatu in seveda, ki dajejo nek signal Slovenkam in Slovencem, da so za nas ni, ne, za nekoga, ki pa je v neki drugi državi, pa je denar, je to za našo stranko nedopustno in jaz mislim, da se o tem sploh ne smemo pogovarjati, no, v naslednjem mandatu. Ne. Mora biti kristalno jasno, zakaj smo poslanci in poslanke izvoljeni v Državni zbor. Naše prvotno poslanstvo je, da delamo za Slovenke in Slovence in za Republiko Slovenijo. Živimo v nemirnem času, seveda tako politično doma, pa tudi na mednarodnem prostoru je
veliko nemira in da bomo mogli seveda vsi skupaj se malo ozreti v našo prihodnost, predvsem ko vidimo naše mlade in jaz sem zelo vesel, ko dnevno v našo Slovensko demokratsko stranko prihajajo mladi, tu je upanje za našo prihodnost in jaz sem trdno prepričan tudi, da bojo mladi, naši mladi, ki so letos dopolnili 18 let, pa tam nekje do 30 let ali 15 let odločili naslednje volitve, ki bojo v mesecu marcu 22. bojo tisti, ki bojo odločili, da bo šla Slovenija v drugo smer, kot gre danes. Ja, tudi jaz sem vesela, da imamo mladi tako podporo v Slovenski demokratski stranki, pa da vse generacije tako lepo sodelujemo skupaj, ne, da se res borimo za boljšo Slovenijo. Zdaj tukaj imamo tudi eno vaše darilce, ne, Slovenija na prvem mestu, zelo lepo zapakirano in me zanima še kot zadnje vprašanje, kakšen je vaš občutek za prihajajoče volitve? Se bo obrnilo na boljšo v Sloveniji? Prvič v zgodovini Republike Slovenije imam pozitiven občutek. Res je, da je v letošnjem letu bilo malo sonca, je bilo veliko dežja v letu 26, ampak Slovenija čaka 22. marca sonce in veliko sonca tudi v naslednjem mandatu. To sem trdno prepričan, dnevno se srečujem z ljudmi, tudi s tistimi, ki priznajo, da so bili v zmoti pred 4 letami, da bojo popravili svojo napako, pa ne zato, ker je to problem njih, ampak ker je to problem Slovenije. Znači, nisem pa srečal v tem letu nadušene skupine, ki želi, da bi ta vlada ponovila še en mandat. Skratka, za Slovensko demokratsko stranko sije sonce in če bo pri nas tako močno sonce, bo velik odsev tega sonca tudi v Republiki Sloveniji v prihodnje. To si iskreno želim in v to sem prepričan. Zato grem tudi na volitve. No, tudi jaz si želim, da bi se to zgodilo, da posije sonce nad Slovenijo. Najlepša hvala za ta pogovor in pa seveda vso srečo na volitvah. Kar in tudi tebi, pa vse lepo, pa hvala za obisk v Slovenskih Konjicah, Vitanju in Zrečah v mojem volilnem okraju. Hvala.